Pozdravljeni ponovno pod Prečnikom, tukaj je že 5. epizoda, prišli smo že do skupine E in v bistvu jo bomo skrajšali, ne? Malo se, ja, prvenstvo že malo blizu, ne, pa zmanjkuje časa, tako da, ampak bomo pa še vedno povedali veliko. Bomo povedali tiste vsaj pomembne stvari na vsaki reprezentanci, kakor tok, tako da, ker se mudi, gremo kar na prvo ekipo v tej skupini, ki jo sestavljajo Francija, Švica, Honduras, Ekvador. In kot ponavadi bomo začeli z enim favoritov, torej Francija. Pa še hvala, ker nas spremljate na socialnih omrežjih in spletni strani. Gremo na Francijo. Le Bleu ali trikolori. Ale Le Bleu. Ale Le Bleu, ja, navijači navijajo. Francija je ena reprezentanca, ki je v bistvu šele leta 1998 na domačih tleh prvič zmagala na svetovnem prvenstvu, čeprav so vedno imeli neko super ekipo, tudi prej s Platinijom. So se osvojili 2 evropska, ampak to je bilo nekako to. Pol do 98 dalje so pa tako dosti nihajo, no. 2002 niso dali niti gola na svetovnem prvenstvu, 2006 so pa prišli spet do finala. Ja, tukaj se da malo povedati to, da 2002 ni bilo Zidana, ne? Ja. Je pa bil 98 in 2006. Ja, točno to, ja. Bi na rahlo razliko, verjetno. Čeprav recimo ekipa je bila še vedno 2002 super s temi Thuramom, Barthezom in ostalimi zvezdami, ne. Ampak ni bilo Zidana. Ni pa bilo Zidana, motor, ne. Tudi v bistvu Didier Deschamps, ki je zdaj trener francoske reprezentance, je bil leta 1998 pač en ključnih mož, ne. Ja. Na prvenstvu. Takrat je bila res super ekipa, v bistvu 98 prvenstvo, ko so finale. Še pa Euro 2000 lahko to meni, ne. So v bistvu zapored zmagali, ne. Zapored, ja. Precej redko. Tako da, okej, če pustimo nekako zgodovino za nami, no, pa gremo kar naprej na sedanjo ekipo, je v bistvu po Domenehu, tako bom rekel, no, ker je bil ta razvpit francoski trener, ki ga v bistvu niso marali ne navijači, niti v bistvu javnost, niti igralci, kaj preveč ne. Še on se bolj zanimal za astrologijo, kot pa za fuzbal, ne? Ja, tudi take stvari. Še to zadnje prvenstvo moramo tudi omeniti, ne, ker so se skregali, ne. Točno to. Je pač v bistvu bil nek povod za to stanje v francoski reprezentanci, ki je zelo tako, navijači v bistvu niso več prepričani, da lahko Francozi sploh karkoli naredijo, ne. Tudi stanje v ekipi je bilo, tudi na evropskem zadnjem, pa v slačilnici je bilo zelo slabo. V bistvu je nestabilno, ne. Ja, vsak je igral za sebe, bolj kot ne. Ni bilo nekaj vzdušja v ekipi, čeprav igralci so, ne, poimensko, bi lahko tudi celo vihteli na vrh, ne. Čeprav da se malo spremenil, ne. Zdaj je v bistvu Deschamps, ja, malo nesel spet tega, sploh ko je pustil doma Nasrija, ne. Tak tradicionalen pizdun, ki dela sranje v slačilnici. Ja, tudi, ja, on je bil en izmed tistih, ki so delali to, ne. Recimo Anelke, ne. Po kvaliteti bi zih spisal zdravo. Ja, zihar bi, ne. Včasih je res boljš zgleda. Ja, mogo je pač narediti en res, ne. Dobro, pa če gremo kar na ekipo, ne, ki je letos, v bistvu imajo kar vse pozicije, kakor toliko pokrite, bi rekel, gol, Loris, tak, v bistvu. Super je prišel tukaj, ne. Ja, solidni golman, z malo napakami se mi zdi, ne. Ja, veliko tih je rešil, da niso izgubili še več kot 5-0. Ja. Mogoče so najboljši igralci. Ja, še vsem, ja. Čeprav je popil to golov, ampak to je bilo bolj posledica neke obrambe, kot pa, no. No, pa če gremo kar direkt na obrambo, ne, je pol v bistvu edini šibki ščelen, bi jaz tle izpostavil Raka, je že malo v letih, malo slabše sezone, zadnje 2, ne. Pač, je že malo za staro šalo. Sam se ostavil, verjetno malo mlajši, ne. Ja, zdaj na sredini bo tako še Nipa Varane verjetno igrala, čeprav nista dosti skupaj igrala še v teh tekmah, ker je vedno bil nekdo odsoten, no, ali poškodbe ali kartoni, ali tako, ne. Verjetno še Saho, vsaj za omembo, ne. Saho za omembo. Zna biti tudi opcija. In Mangala je meni sportal. Vsi 4 so v bistvu super igralci. Potem je tukaj Debussy na desnem boku, tudi pač tak odličen, se mi zdi, bočni igralec, no. Potem če gremo na sredino, Pogba, Kabaj, Matuidi, to je, ne vem, se mi zdi celo najboljši del njihove reprezentance, no. Sploh Pogba pa Matuidi, mislim, da sta Matuidi, kako se zdi? Matuidi, ja. Sta v bistvu zadnji, ne vem,
Tudi dosti se vključujeta v napad, odlična sta kot zadnja vezna. Taka igralca sploh Pogba, če bi še bolj izpostavil, recimo pri Juventusu, se mi zdi imel eno boljših sezon, no. Za pojma en boljših igralcev. Ampak jaz tudi Kabaja sploh ne bi nič ven spuščal, ne? Ker je res, videl se je pri Newcastlu, ko je šlo, ne vem, nisem več mogel igrati, šlo gotovo je bilo, ko se ga prodal pozimi. Pariza sicer malo gužva ima, ne? Ja, to je pa pol, si pa malo sankril v kakve klube rineš, ne? Ampak ja. Sploh še prosti streli njegovi. Pa je pa tukaj še napad, Benzema, Valbuena, verjetno boste začela zdaj na mesto Riberija, bo igral Griezmann verjetno, ali pa ne vem, kako se bo pač trener zdaj odločil, ne. Riberij se je poškodoval na pač zadnji To prekletstvo, ki smo ga že omenjali. Ja, to prekletstvo. Ne na prijateljski, ampak bil je že prej poškodovan zaradi hrbta in zdaj ga pač ni. Meni Griezmann toliko dober, da bi bilo res škoda, če ga ne bi... Mislim, ne rečem, da je boljši od Riberija, ampak... Mogoče celo bolj za njihovo ekipo, ne. Riberij je ja. še en tak ego, ne, ki zna malo. Tudi v igri je znal Riberij, tako se mi zdi ful, nekako knase prevzetno. Ja. Pač ne tako ekipno igrati, ampak bolj nekaj samostojne akcije. Tako da ja. Zdaj bo pa dosti veliko odvisen tudi francoska javnost pravi, pa navijači od Benzemaja, ne. Kadar on nekako daje tiste, zaključi tiste priložnosti, ki jih ima, no. Francija zmaguje, ne. To je bilo tudi na dodatnih kvalifikacijah, ko so v bistvu zgubili prvo z Ukrajino 2-0, pa so jih pol doma premagali 3-0, je blestel in tako da bo dosti odvisen tudi od njega. Ja, pa še Giroud izklopuje do tega. Pa še Giroud, ja, ne smemo pozabiti, ne. Tudi imajo dva odlična napadalca, tako da... Jaz bi jim pa sicer ne bi neki ful dosti napovedoval, no. Mislim, da iz skupine bi mogli jeti, ker je dosti v bistvu lahka. Na zadnjih 3 svetovnih so v skupini zmagali samo eno tekmo, ne? Kako že proti Togu je edina njihova zmaga. Ja, če štejemo 2002, 2006 in 2010 so v bistvu premagali samo Togo, čeprav so 2006 prišli do finala, ne, so izstavili še 2 remija, ne smemo pozabiti v skupinskem delu. Ja, to je v skupinskem delu, ja. In to ni nek rezultat za Francijo, ne, ampak... Jaz bi rekel, da jim bo tokrat šlo malo boljše. Jaz tudi mislim, da neko četrtfinale, tudi zaradi v bistvu tistega križanja pol naprej, kar gledamo. No, meni so... Ja, ne vem, mislim, jaz sem bolj tako drugo mesto za Švico napovedoval, tako bom rekel. Pa kar hitro izpad tudi v bistvu. To pomeni, da bo Švica pol zanimiva še za poslušati. Okay. Dobro, to je bilo to za Francijo. Ekvador, znan tudi kot Latri, za razliko od Mehike, ki so znani kot E3. Tega smo že kar nekaj imeli, ne? Ja, se izvira iz trikolor, ker je pač zastava. V likih ima 3 barve zastavi, pa se imena podobna. Ekvador je v bistvu ena najslabših ekip v Južni Ameriki. V bistvu so eni od 3, ki še niso osvojili Copa Amerike. Poleg njih še Venezuela, pa malo presenetljivo tudi Čile. Čile je bil doskrat v finalu vrhova. Ampak tudi največji njihov uspeh Copa Amerike je v bistvu 4. mesto. 4 so bili 2krat doma. Wow, to je res uno, kad doma res dosežeš največ. Igrati tudi polnenih spadov v prvi rundi in tako naprej. Svetovna pa tudi niso neki prihajali, ne? Ja, niso, ja. Mislim, prvič 2002, pač 2006. Tako da zdaj v zadnjem času so malo boljši, ne. Tudi te generacije od takrat naprej so v bistvu najboljše ekvadorske, prej nikoli nisem imel načela. Imeli so enega igralca, v bistvu nekako najbolj znan v njihov zgodovini Ivan Hurtado, znan tudi kot El Bamban. On je znan po tem, da je največkrat 166 igral za Ekvador, kar je največ v Južni Ameriki, in 5. na svetu. 5. na svetu. Recimo prvi, da moš pove, je pa Egipčan Ahmed Hassan. Izbrana družba, ampak... Njihov trener je Ronaldo Rueda letos. Je zanimivo, da je 2010 na svetovnem prvenstvu bil s Hondurasom, ker so v isti grupi pa to, tako da... Pozna, to se zmer reče, ja. Vse skrivnosti. Ena reprezentanca je skozi ista, tako da... Ja, ve, da bo igral na zmago. Brambi so slabi, ne bi nobenega sploh izpostavljal, ker ni treba. Dobijo veliko golov in v bistvu njihov napad je njihova najboljša točka, no. Tudi sredina, no. Kle je Kristjan Oboje, en tak zanimiv igralec, igra z Dinamo Moskva. Je nek tak prvi playmaker, največ asistent, tudi v Rusiji je v bistvu najboljši ceni igralec kluba, no, Dinamo Moskve.
tako da on bo tak nek poveljnik sredine, tako da rečemo. No. Ker bo pa pol zaposloval ta dva krila, ki sta tudi nekako najmočnejša. Valencia, ne? Antonio Valencia, ja, iz Manchestera, ki je kar gladko, najbolj znan igralec te ekipe. Ker je v bistvu dobra prva sezona, ki je prišel v Manchester, ne, United. Pa tudi pred tem, da je sploh šel, ne? V Viganu, še v Villarealu prej. Ja. Ampak zadnje leto, dve pa bi težko rekel, da je kaj posebnega. Ja, bolj speed merchant, nekako se mu reče. Tako da vseeno stranski igralec, bi rekel. Novi odonkor. Ja, ne, ni to ne bomo tukaj tokrat nasrami zdaj. Oba sta hitra, Valencia še fuzbol znajo. Pa še Jefferson Montero, ki je v bistvu tudi bil vmes v Villarealu. Ko je prišel, ko je še Valencia iz Villareala, so kupili novega Ekvadorca do mest. Za filantropo Ekvadorcev. Ker je sicer tako, ni mu neki rata, no. Prišel kot talent, pa še zdaj nazaj v Mehiko, v Liga MX, ki je pa kar eksplodiral, no. Tako tudi hitro krilo, dosti podoben igral od Valenciji, no. In sploh to oba bomo veliko videli, no, žoga, to bo njihova igra, te podaje in potem centru. Dobra strategija, ja. Pa bo še napadajo tudi en Felipe Caicedo. Tudi kar ime, ne, neko, relativno vsaj. Relativno, ja. V bistvu je v karieri že več kot 20 milijonov je bilo za njega zapravljenih, tako da rečemo, transferih, ne. City ga je kupil, potem bil v Rusiji, tako naprej, no, ampak ni pa nikoli več posebnega, no. Ja. Čeprav za Ekvador je igra kar dober, no. Moram pa kleč povedati, da jim manjka. Ja, lani poleti je umrl Cristian Benitez, Čučo. Ja, to je tragedija, ne, v Ekvadorju. Ja, tudi tako nepričakovana smrt je bilo, no. Ni bilo kaj bolezni, če se tako gre. In tudi Antonio Valencia je bil tako zelo povezan z njim, no. Sedaj je naredil tatu na levi roki z njegovim imenom in tako naprej. In tudi upokojili so številko 11, skozi sploh v reprezentanci. Je bil kar pretraj za njih par let, mislim, da so bili nekaj časa, no, so bili kar malo, ne, v šoku. Ja, no, se to lani bilo, no, tako da par let niso. Ja, zato sem se popravil. Ampak je pa mogoče taka, ne motivacija, ampak da jih nekako združuje, no, tako da rečem. Ja, pa za njega mogoče, pol da se igra. Ja, da jim zmagati za njega, pa te scene. Sicer če si slab vprašanje, koliko to pomaga na koncu, ampak mogoče. Ja. Ampak, kar sem že rekel, da so precej slabi, so pa bolj pa njihove tekme kar zanimive, no. Recimo, marca so imeli prijatelj skozi Avstralijo, so prvih 30 minutah izgubili 3-0, od zmage 4-3. Tak divji fuzbal. Divji fuzbal, veliko golov, tako da mislim, da ne bojo veliko naredili v točkah in temu, ampak znajo pa zanimivih pogledati, no. Sploh ta igra v krilih, pa znajo biti kar zoprni proti kakšni Franciji. Jaz mislim, da bojo dobila veliko rdečih, to tako manj. Mogoče tam Francija, Švica. Ampak ja, naj bi pa kaj dosti povedal. Gremo na Honduras, ne? Los Catrachos, oziroma Hondurci. Pa Zihar tudi... Tako noben ne reče, no, ampak dobro. Zihar je tudi La Selección. Ne, ni. La H. Ja, po slovensko. No, bomo postili. Špansko ne upaš izgovarjati. Ne upam si izgovarjati, ja. To je v bistvu, zdaj so tretjič na svetovnem, ampak še brez zmag doslej. Tako da en tak precejšen outsider, ne. V kvalifikacijah so bili tretji, imajo tak derbi s Kostariko, nekako pa z Mehiko najbolj tam, ja, te centralne Amerike. So pa ena takih reprezentanc redkih, ki še igrajo ta 4-4-2 klasičen. Selektor je pa Luis Suarez, tako da kaj če biti, niso tega zamenjati, ne. Mislim, da je imel Ekvador pred nekaj časa. A je? Ja. A so zamenjali pa selektorje? Ja, ne prejšnje svetovno, ampak še malo nazaj. To je taka izkušena ekipa, no. Predvsej izkušen imajo recimo njihov golman, če kar začnemo, je star 37 že. To je že tudi za golmana, so kar lepa leta. Ja, Noel Valdares. Je pa igral že na prejšnjem svetovnem 2010, kjer je dobil prestižno priznanje druge najlepše obrambe. Zato, ker ja, do konca življenja sem pa zapomnil to. Pasno pa je, na par pol. Proti Švici takrat ni, ne, ko je dobil to priznanje, ja, je bilo nič, bomo pol še malo o tem, ne. Nasploh taka izkušena ekipa, ne, recimo v obrambi sta Emilio Izaguirre od Celtica, kar tak cenjen levi bek, ne, kar dober, ja. Pa Maynor Figueroa, ki igra v Premier Ligi za Hull City. Taka ekipa, presežkov, ne, leta so bili v finalu. FA pokala, ja.
Tako da še en igralec je pri njih, ne, ki ima to recimo Roger Espinoza, tak navaden, ampak on je tudi ima izkušnje iz FA pokala, ne, lani igral celo tekmo za Wigan, ko so premagali Manchester City. Tako da je ekipa, ki ima tako iz velikih tekem nekaj izkušnje, ne, pa tako že kar v letih. Če se sam malo vrnem k obrambi, je še en capski igralec, ne, to je Victor Bernardes, Muma, ki je precej dobro igral MLS, ne, Major League Soccer, je pa znan tam predvsem po tem, da razčiščuje na spektakularne načine. To mu je, ja, na škarice razčiščuje večinoma, ja, pa avtogol pikne zaradi tega, vsake tokne. Ampak sprejmejo to je pač davko, ki moraš plačati, da ja, imaš. Je pa veliko na highlights. To je res dobro za obrambne igralce, da je bolj na lepe igra. Ja, če imaš rad dobro razčiščevanje, pol je Bernardes igralec zate, ne. Če se imaš pa rad dobro igro v obrambi, pa zgleda. Ja, ni to, ne, ja. Koga drugega zbereš. Figueroa pa Izagire pa mogoče kaj držita, ne, to, ja. En omembe vreden igralec je Paul Wilson Palacios, ne, ki se ga poznate, ja. On je tudi, tako kot si prej omenil, pri Caicedu že kar enih teh odkupnin nabral na kup, ne, za transfere, tudi že več kot 20 milijonov funtov zihar. Tottenhamu tudi. Ja, 12 milijonov funtov takrat v Tottenham, ne. Pa ni bil neki toliko zelo dober tam, potem je šel v Stoke City, kjer je tudi šele zdaj pred kratkim začel igrati redno, ne. Ampak bo zihar pomemben pri njih v sredini, nekako držal vse skupaj. Rušilc, ne. Ja. Zelo močen igralec, no. Vem, da pri Tottenhamu žogo ni mogel naći. Ne, zato je pa še tudi Stoke, ki sem imel takrat, ja, pred Tony Puli sem bolj to igral, ne. Tako da, ja, recimo, drugače pa je bilo zanimivo, na prejšnjem prvenstvu sta igrala še njegova brata Johnny pa Jerry, ja, Johnny in Jerry, ja. In to je bilo prvi primer, da so bili trije bratje na enem svetovnem, ja. In se prav igrali tudi. Bili so 23-terici, ja. Ja, tako da. Se pravi, nekaj enega blaznega talenta, mladega nikle, ne. Edini recimo omembe vreden je Andy Nahar, ki igra za Anderlecht, tako krilo tehnično. Dribler precejšen, ne. In je kar tako neko ime, ki se ga v Evropi omenja tako za morebitne prestope v večje klube. Tak talent, ampak nekako niti ni za pričakovati, da bo mogoče ful v prvi bolj sklopi nek joker, ja. Napad je pa ena taka zanimiva kombinacija, Carlo Costly pa Jerry Bankston, ne. Dala sta v kvalifikacijah 7 pa 9 golov v tem vrstnem redu. Ja, to je v bistvu 2/3 vseh njihovih golov, tako da imata eno tako fino dinamiko, zmeri igrata skupaj. Sploh Carlos Costly je zanimiv, ne, recimo on je tak, po njemu se imenuje prav en dribling kostlinja. Ja, tako en igralec Hondurasa. Ne bom, ampak bom probal, ja, v bistvu on nakaže petko, kada bo s peto podal nazaj in potem to zafejka in potem gre naprej in unga branilca čisto ven vrže. Večinoma nima toliko smisla, ker tam kamor on nakaže, da bodo peto, ni nobenega soigralca ponovadi. Tako da ja, itak ne bi dal kaj, ampak vsem, ja, vedno si nasedajo vsem, ja, rada mu zmeri. Ja, v tisti sekundi pač itak tudi branilci ne more pogledati. Ja, tako da ne more, ne, tako da tej fori se reče kostlinja, ne. Tako da, ja, ona dva sta nek tak pot do gola njihova, ja. Ampak v bistvu Honduras, čeprav je ta neka tradicionalna 4-4-2, ne, taka bolj zastarela, še ne pomeni, da igrajo toliko zelo obrambno, no. Mislim, da se znajo tudi kar odpreti pa probati, ja, po golu udariti. Kakve visoke žoge tudi mogoče. Ja, Costly je visok 1,93 m, ja. Tako da. Za fane kakšnega starega načina fuzbala, ne. Ja, po mojem je to ja reprezentanca, ki zna biti za vas, ne. Kaj to misliš, da bojo naredili? Jaz bi rekel, da bojo dobili prvo zmago na svetovnem. Mislim, prvo posamezno zmago, ja. Kak moj Ekvador, recimo. Kak Ekvador ali pa. Tudi Francija ni izvzeta, ne. Ja, tudi Švica ni, ne. Ja, bomo še pri Švici potem mogoče dotakniti tega, ne. Tako da ja, to je nekako to za Honduras. Yes, I'll sing Švica, švajcarska. Njihov zdevk je Švajcar Naci ekipe in kot nacionalna manšaft, nekako drugega. Zapiše se NATI. NATI, ja, govori se pač nacija. Ampak so pa Švicarji tako v zgodovini v bistvu začetniki nogometa v kontinentalni Evropi, tako da rečemo. Mogoče v zadnjem času niso toliko dobri, no, sploh v ligi pa to. Zlati časi Roja Hodgsona so mimo, ne? Ja, ampak še veliko prej. V bistvu 1860 so v bistvu bil ustanovljen prvi klub
lozanski klub kriketa in nogometa, ki naj bil tudi, ni zdaj točno jasno, ampak verjetno prvi klub, nogometni klub razen v Veliki Britaniji. In tudi poleg Švice se je v bistvu razširil fuzbal po celi Evropi. Recimo Hans Gamper, ustanovitelj Barcelone in Švicar, veliko teh uprav Interja, Inter Milan so bili Švicari in tako naprej, tako da v bistvu center fuzbala v Evropi skoraj Švica. In tudi v bistvu so sodelovali že na teh prvih prvenstv, razen čisto na prvem niso, za 30, potem pa 34, 38 so obakrat sodelovali, so prišli v četrtfinale, kar je njihov največji uspeh, ker so ga ponovili še 54, bilo prvenstvo v Švici. Pa v bistvu po letu 66, pa kar dolgo niso bili niti na prvenstvo. In zdaj po zadnjem času pa spet so malo nekako uživili. Ja, prišli nazaj, ne? Če zdaj na zadnjem prvenstvu so 20, ja. 20 so izpadli v skupini, ne? Ja, so izpadli, ampak so premagali Španijo. Prvo tekmo, ja. Potem so sicer bili proti Čilu in mi proti Hondurasu, ki je vrgel ven, ki bi zmaga jih pelala naprej. So bili pa zelo dobro obrambo, so imeli, v bistvu so 559 minut bili brez gola do tega, ki so ga dobili proti Čilu na svetovnih prvenstvih, kar je pač zelo velik. Mark Gonzalez je podal gol. Ja, to da še vem, da so 2008 imeli tudi Euro doma, skupaj z Avstrijo, kjer so precej razočarali, tako je spadli. Zdaj pa je ta ekipa precej dobra, tako dosta enih v tujini, iz tujine izvira igralcev, tako da rečem. Maribor je precej izgubil, ne, v eno drugo reprezentanco. To je tudi učeno, taka zgodna, to mogoče še. Ampak ja, pa še ta stvar moramo imeti, 2006 so bili tudi v osmini finala, kjer so potem proti Ukrajini igrali po penalih, izpadli po penalih in na tem prvenstvu oni niso dobili gola. Ureden delo, ja. Po penalih so pa izpadli, tako da so bili vse penale. Wow. Zanimivo, ne? Če gremo pač malo ekipo pogledat, že v golu so zelo močni, Diego Benaljo, v Wolfsburgu so prelomano, čeprav letos mogoče malo slabšo sezono, potem, ko je na par let bil celo en top golmanov. Ja, je bil kar na seznamu želja po Evropi, širom Evrope. Širom Evrope. Potem obramba tako, zanimivo, v bistvu ima dva mogoče bolj znana igralca, sta Johan Giroud pa Filip Sandaros, bivša talenta Arsenala. Sandaros je sploh bil takrat vem, da je bil najboljši igralec mladinskega prvenstva, pa ful talent in pol. Pa on je najbolj propadel zdaj. Tako da... Prvi nekako moj ratelj za lihkar dobiti, da je Aston Villa pisala. Pa je, ne. Adio Aston Villa iz Premier lige. Ja, on res ni. Giroud pa pri Hamburgu se zdaj malo stalil, ker veliko igra pa tako. Ampak verjetno noben od njih bo igral. Pa bosta tukaj Fabian Schär iz Basla, ki ima kar dobro sezono, mlad, 22-letni. Pa še izkušeni von Bergen. Johan Gojsla, Tako da, kle sem mogoče bo tudi Giroud, ampak onda sta nekako tako. Ima pa zelo močna bočna igralca, na desni, dosti znan, Lichtsteiner iz Juventusa. Pa mene zelo zanimiv igralec, v bistvu Ricardo Rodriguez. Ja, on je tudi precej letos, če smo izmešali. On bi v bistvu lahko igral tudi za Čile ali pa Španijo, če bi hotel. Da je celo rekel, da je hotel igrati za Čile, pa ga oni neki niso vzeli pa neke scene. Malo se zdaj verjetno je malo žal, 22 let, zdaj letos po vseh ocenah prvi levi bek Bundeslige, 9 asistenc, tako naprej. Vsi ga hoče, mislim, več kot 20 milijonov, da zdaj mogoče celo vredno, da se govori. Tako da bi znal biti eno večji kot ljudi tega prvenstva. Pa sredina je trojka Napoli, Inler, Behrami, Džemaili. Prav zanimivo, da so si trije iz Napolija. To zna fajn funkcionira, celo sezono, v bistvu. Bi igrala bosta verjetno dva od njih, tudi pri Napoliju ponavadi tako. Pri Napoliju, ne igrajo vsi. Ja, ponavadi, verjetno bo na začetku Džemaili na klopi, ampak vsi so v bistvu dobri in znajo držati sredino zelo dobro. Pa je pa tukaj še Granit Xhaka, tudi v zadnjih letih. Mislim, nek zmerik talentno. Čeprav leta sem pri Borussiji in malo slabšo sezono. Pa še Čiri seveda. Še Čiri je pa tudi, v bistvu imel neko povprečno sezono. Pa ni nekaj šans dobil, ne? Ni dobil šans, pa tudi poškodba, tako da... Ampak bi znal mogoče ga tudi to prvenstvo nekako streljati, mogoče celo da bi kam
prestopil, nek govorice. Vse se že drugače celo poletje nekako se ga klubi zanimajo precej za njega. Se to je. Mogoče pol še bolj, ja. Potem je nasprot njega še Štokar, ki je tudi prestopil v Hertog. Tudi bil pri Baslu zelo dober. Odličen center šutno. Je pa napad tak zanimiv, no, tudi imena nam blizu, da rečem Drmič, Gavranović in pa Šeferović, trije napadalci. Sploh Drmič je zdaj bil v Bundesligi zelo dober. V Nürnbergu, sicer še spadl, ampak 17 golov, zdaj je prestopil v Bayer. Ko bo verjetno kar zihar prvi napadalec, no. Ostali pa tudi, mislim, zelo so mladi, no, tako, ampak bi znali biti nek nov napad Švice, no, v tem nastilu, ker nikoli nisem imel, da zadnji čas sploh napad zelo slab, preko najšpekejši člen. Derbi okupil, Prej so še bili, ne, Hakanjaki. Ja. Zdaj pa. Je zdaj tudi trener, ne? Ja. Kaj pa že bil Blaise Nkufo? Nkufo, ja. Legenda. Ogromen črnc, ja. Ja, bil je še Poizet prej, ne? Ja, včasih sem ampak to je že kar dolga doba, ne, nazaj. Pa bi še omenil trenerja, ne, Hitzfeld, še zadnjič, da se bo upokojil po tem prvenstvu. Se bo. Tako da je tudi izkušen z veliko uspehi. Tudi ena zanimiva stvar je pri Švici, ki si že prej omenil, da bi znali izgubiti igralce. Ja. Kosovo, ja. Kosovo dobi uradno reprezentanco, bi znali Šačiri, Šaka, Begrami. Tako da je mogoče to celo neka zadnja priložnost za Švico, čeprav so mladi, ne. Točno tej postavi mogoče celo še zadnjič. Zanimivo. Ampak mislim, da bo znalo prije zelo daleč. Se ti zdi? Se mi zdi, da. Če jim Honduras ne prekriže spet načrtov, ne? Ja, Honduras, tako je zadnjič. Na zadnje, ja, na prvenstvu so igrali nič, ne? Se pravi, in takrat so v bistvu potem Švicari izpadli zaradi tega. Ja. Ima ta njihov vratar Valadares, tisto drugo najlepšo obrambo, ja, pa igralec tekme bil takrat. Ja, pa problem je tudi, ko bo eno tekmo igral v tem Manausu. Vse to, proti Hondurasu igrajo v Manausu, ja. Tam je pa podnebje, ne, tako. Amazonsko, ja. Ja. Isto je kot tam temu San Pedro Sula, kjer igra Honduras svoje domače tekme, ne. Skoraj enak, ja. Bo na domačem terenu skoraj. Ja, tako da bo Švica imela lep izgovor, vsaj če ima podnebje. To smo imeli, veš, ko nesi Honduras 5-1 so nas nabili takrat v pripravah za... To so tudi že južnoameriške ekipe, recimo Argentina je izgubljala v Peruju, ne, pa take na veliki nadmorski višini. Ja, v Boliviji. Ja, tam je najtežje, ja. Klej bo ta vlažna, verjetno. Klej pa vlaga, pa prašina, pa to je pač neka čudna razmera. Ampak, ko si pa rekel Švici, me se pa ne zdi, da bojo oni daleč prišli, no. Ker, ne vem, zdi se mi taka malo, skoraj bi rekel, sem metrov malo ekipa nabrana, no. Sicer v kvalifikacijah so dobro igrali, ampak se mi zdi na velikem tekmovanju, ne vem, tudi mogoče izkušenj in malo manjka, ne. Zdaj že kar dolgo skupaj ta ekipa. Kar pa vem, no. Meni se zdi, da ne bojo. Tekni? Ne, niso mi nekako. Se mi zdi, da tudi skupine bi lahko rekel, da... Iz te skupine ne bo noben prišel. Ne, rekel bi, da bo presenečenje, da bi znal glih zaradi tega biti Honduras, da bo naprej prišli in da bo v bistvu pol še Francija pač prišla tle z te skupine naprej. Se pa ne strinjam, ti malo. Druga dva. Ja. Super. Ne, ampak se mi zdi, da Švica bi znala celo kako polfinala. Meni se pa zdi, da niti. Jaz sem tudi dobro občutek glede Švice, ja. Boljši kot Francija, od moja. Ja. Jaz pa glih obratno. Fajn. Dobre, bomo videli, ne? Ja, v redu. To je to. To je bilo to tudi za 5. epizodo, ne? Kar se tiče pač še tega bi lahko povedali, kako se križajo naprej, ne? Potem se s skupino križajo, ker je pač tudi dost lahka skupina, no? Argentina je edina ekipa tam, ki je neka velesila, ne? In tiska bo recimo prvi v tej skupini, lahko dobi kar lahke nasprotnike v osmini finala in jim je kar odprta pot, ne? Tudi pa za četrtfinale, ne? Tako da... Več o tem v naslednji epizodi. Ja. To je 6. epizoda. Ja. Hvala. Ajde, čau.